Torej, nekaj bi za začetek povedali o virih, o generatorjih. Kot rečeno, ne bomo pa še zadnje besede rekli, ker še nimamo vseh zadev na voljo, ki bi nas v to uvedle. Torej, kar dajmo naslov dati model idealnega napetostnega vira. No, kot večkrat se za trenutek ustavimo že ob samem naslovu, model, to se pravi, tukaj se ne bomo ukvarjali z, bi rekel, tehnologijami, inženirskimi problemi, a ne, ampak bo to zgolj na nivoju modela. To je eno, drugo, če rečemo idealni, imamo že zraven besedo realni, tudi tega bomo v nadaljevanju še omenjali. No, če rečem tukaj napetostni, bomo imeli tudi tokovni vir. Torej, prav gotovo je problematika izredno široka, tule bomo zadeve zelo oklestili, ravno toliko, da vir prepoznamo in ga znamo vključevati v naše strukture. O teh stvareh se boste itak še tudi v višjih letnikih pogovarjali, v drugem letniku boste imeli elektromehanske pretvornike, tam bodo na tapeti tudi viri, enosmerni, izmenični, imeli boste razne predmete, kjer boste to tematiko obravnavali, a ne, že v okviru polprevodnih elementov boste spoznali, rečemo, sončno celico kot vir in tako naprej. Tudi na vajah imate že pravzaprav opravka z viri, imate usmerniške naprave, to so dejansko elektronska vezja, ki funkcionirajo v svojstvu ali napetostnega ali tokovnega vira in tako naprej. Ja, no, tule, kot rečeno, bi se morda tudi na ta fizikalni nivo rahlo spustili, pa bi vas poskušal skozi neke stvari, ki jih vi morda že poznate, vpeljati v to problematiko. Kaj pa vem, verjetno ste pri kemiji v gimnaziji govorili o, ali pa omenjali, elektrolit, elektrode, elektrodno napetost, tudi pri fiziki jo boste, se je omenjali elektrodna napetost, ja. Če v raztopino, rečemo že plene kisline, pomočimo elektrodo, kovinsko palico, potem ta raztopina raztaplja to palico, v raztopino vstopajo ioni, pozitivni, na elektrodi ostajajo elektroni, to se pravi, imamo pravzaprav opravka s separacijo nabojev. No, če bi morda to kar malo skicirali, ne, torej elektrodna napetost. Torej, raztopino H2SO4, ne, zadeva disocira v H+, ne, in v SO4-, ne, takole. No, torej, v taki raztopini bi se elektroda topila, kot rečemo, v raztopino prehajajo pozitivni ioni, torej kationi, ne. Če takole malo naznačim, a ne. No, na elektrodi ostajajo negativni, ne. Rečemo je to lahko bakrena, baker, cink in ostale
kovine, ne, srebro, zlato, platina. Tako, zdaj to ni pomembno, ne, to je kovinska palica. Iz te slike je razvidno, kaj, da se s tem topljenjem, ne, elektrolit polni z ioni, ne, s plus naboji, na elektrodi ostajajo minus naboji, to se pravi separacija. Separacija, in zdaj, če bi to z vrha pogledali, a ne, takole z vrha, bi zadeva približno takole izgledala, ne. Kot da imamo tule ob elektrodi, ki je negativna, en tak plašč plus nabojev. No, seveda, ti separirani naboji pa nas spominjajo, če sem tule palco narisal namenoma okroglo, a ne, me spominja v prerezu na koaksialni kabel, a ne. To se pravi, da imam jaz tukaj opravka pravzaprav z električnim poljem, ki je zdaj takole usmerjeno, ne. To je polje separiranih nabojev. Ne bom vektorja risal, ker bi vse skupaj bilo prepolno, ne, tako da bi samo označil. Ne. No, seveda, to polje separiranih nabojev pa zdaj na tiste nove ione, ki bi še hotel vstopiti v raztopino, zavirajo, ne, ker na plus deluje tole polje zaviralno. To se pravi, da se ta separacija ustavi, ne, se ne odvija v nedogled, no in med elektrodo in raztopino se vzpostavi električna napetost. Ne. Lahko bi rekli takole, ne, elektrodna. Ta elektrodna napetost in kovine imajo to elektrodno napetost negativno. Ene višje, ene nižjo, vse so pa negativne. No, vi poznate Voltov člen, ne? Rečemo baker cink, a ne? Raztopina. No, baker ima manj negativno, cink pa bolj negativno. Zdaj, vrednosti in te stvari si boste v knjigi pogledali, ali kjerkoli boste že. A ne? Torej, obe napetosti sta negativni med elektrodo in elektrolitom, no, pozitivna pa iz elektrolita na elektrodo, seveda, ne. No, seveda, če imamo sedaj takole dve elektrodi, ne, potem, ker je ta napetost med eno in raztopino in drugo in raztopino različna, a ne, potem imamo tule med elektrodama pač neko napetost. A ne, neko napetost, ki je pač razlika dveh elektrodnih napetosti, številsko točno, številsko vrednost si boste že v knjigi pogledali, a ne. Takole. No, seveda, če tak člen v nadaljevanju obremenimo, jaz bom takole simbolično, ker en takle element narisal, vemo, da je to simbol za upor, a ne. Takrat se seveda stečejo določeni procesi, sočasni procesi, kemično-električni procesi in jaz bi vas tukaj samo povabil, da to v knjigi preberete, ne, kako je s katerimi ioni, kateri kam gredo in tako naprej, ne. Zdaj, nekaj podobnega je tudi pri našem svinčevem akumulatorju, ko imamo eno elektrodo svinc, druga je svinčev oksid, PbO2, ne, Pb. No, in tudi ti procesi elektrokemični so nekako opisani v učbeniku, tako da ste povabljeni in to pogledate. Naprej bi morda še kakšno zadevico omenili, ne. Naprimer, termočlen.
tudi za to ste verjetno že kdaj slišali. Torej, to je spoj dveh različnih kovin. No, in če tak spoj kovin ogrevamo, pride do intenzivnega prehajanja elektronov iz ene v drugo kovino. Torej, kaj se dogaja na tem stiku dveh kovin? Torej, prosti elektroni imajo različno potencialno energijo v eni ali drugi snovi. In če ti dve snovi staknemo, potem gredo elektroni, prehajajo iz ene v drugo snov. Torej, njihova težnja, rečemo, je v smeri zmanjševanja njihove potencialne energije. To se pravi, migracija elektronov, kaj pa vem, če sam takole označim minus, migracija elektronov iz ene v drugo snov, za seboj pa puščajo seveda prosta mesta, to so pa presežki plusov. Torej, izkoriščamo to prehajanje mobilnih elektronov iz ene v drugo snov, če sta ti dve pač različnih električnih lastnosti, z vidika potencialne energije prostih elektronov. No, verjetno tudi poznate, da tak element izkoriščamo tudi za merjenje temperature lahko, kajti tale napetost tule vmes, tale napetost je funkcija temperature. To se pravi, lahko to uporabljamo tudi kot merilni člen. Torno elektrenje, to je tisto, kar pravzaprav poznamo že iz antičnega obdobja, ko ugotavljajo, da če dve različni snovi drgnemo med seboj, pride do prehajanja elektronov iz ene v drugo in tako postaja ena pozitivna, druga negativno naelektrena. Tako torno elektrenje verjetno že vsak izkusil. Ko se je takole pod pajsko kakšen plastičen trikotnik pri geometriji, ko mu je bilo malo dolgčas, in je potem listke pobiral oziroma lažje koščke papirja. No, pri tej torni elektriki se gre pravzaprav spet za migracijo elektronov iz ene v drugo snov. Veste, v tistem zgodovinskem pregledu, ki ga imate na začetku knjige, pred Franklinom se je govorilo o steklasti in smolasti elektrini. Franklin vpeljuje pozitivne in negativne naboje, kar pravzaprav odpira možnost tudi matematičnemu prestopu k obravnavi elektromagnetike. No, torno elektrenje je pravzaprav v ozadju tudi pri atmosferskih naelektritvah, če ste bili malo pozorni pri Alešu, sicer povsem natančnega mehanizma atmosferskega elektrenja ne poznamo. Sta pač 2-3 modeli oziroma pojasnitve, kako se to odvija, povsem natančnega, kot rečeno, natančne razlage za to pa ni. No, jaz bi mogoče tule na nek način končal, lahko bi tukaj omenjali še fotoefekt, kot tudi primer separiranja nabojev, da mi svetlobo obsijemo katodo, prosti elektroni dobijo dovolj energije, da premagajo tisto izstopno delo, in potem potujejo proti anodi in imamo spet, bi rekel, napetost med anodo in katodo. No, ena podobna separacija, torej
V ozadju separacija je tudi pri sončnih celicah, ne, ko z obsevanjem, svetlobnim obsevanjem pravzaprav izzovemo migracijo med P in N polprevodnikom. No, kot rečeno, mi se s temi ozadji ne bomo tukaj ukvarjali, ne, tehnično, tehnološko, inženirsko, ampak bomo vse to dali na nek način na skupni imenovalec in bomo govorili zgolj o modelu. No, za ta model bi pa morda kar tukajle eno slikico narisali v ta namen. Kot rečeno, zgolj model. Torej, tili dve vodili, imenovali bomo kar elektrodi, to sta dva prevodnika, a ne, prevodni palici. Lahko bi si mislili, da sta to dve palici, ki jih pomočimo v elektrolit. Zelo po domače, a ne, primerjava. Sicer pa s tem vmesnim prostorom, ki ga tukaj lahko prepoznavamo kot elektrolit, s tem vmesnim prostorom želimo pa nakazati prostor, v katerem delujejo razdvajalne sile, ki so sposobne naboje separirati. To se pravi, očitno, če imamo tukaj nek mobilni delec, jaz ga bom označil kar z delta Q, lahko je to elektron, lahko bi bil to vrzel, karkoli že, a ne, to ni zdaj pomembno, a ne. In rečemo, da je tale pozitiven, da bomo lepše risali in tako naprej. Potem na njega deluje neka razdvajalna sila, ki nima ne električnega, niti magnetnega značaja. Rekli bomo neelektrična sila, ali pa neelektromagnetna, ali pa ne Lorenzova sila. Ne? Jaz se bom označil z FG. Torej, to je sila, ki ni Lorenzova, kratko malo. A ne? Ampak je nek drug mehanizem v ozadju, ki je sposoben naboje razdvajati. Končno bi si lahko mislili tudi mehansko roko, ki nabite delce prestavlja. A ne? No, seveda, ta razdvajalna sila pa sedaj v tem mediju, ki ga bomo imenovali generatorska substanca, torej, to bomo razumeli kot prostor, kjer so na delu neelektrične sile. Mogoče tukaj v primeru elektrodne napetosti so te neelektrične sile na delu tukaj, ne? Nekako na stiku elektrolit kovina. A ne? Tako, in zdaj, če so ti naboji, rečemo, pozitivni, potem jih ta sila vleče navzgor in ustvarja tukaj presežek plusov, na drugem koncu ustrezen presežek minusov. No, ti razdvojeni naboji pa ustvarjajo svoje električno ali kulonovo polje. Če smo takole narisali, bi jaz to polje kar takole označil. E od plusa k minusu, tako kot tule, a ne? Od plusa k minusu. In seveda, to polje razdvojenih nabojev pa pravzaprav nasprotuje tej sili razdvajanja, a ne? In imamo tule potem v telem prostoru noter dejansko vzpostavljeno ravnotežje. Na eni strani imamo električno silo, na drugi strani imamo neelektrično oziroma ne Lorentzovo silo. A ne? To se pravi ravnovesje. Se pravi, če elektrodo pomočimo v raztopino, ne,
se zgodi tale proces in potem pravzaprav imamo upravka s tem, bi rekel, zacementiranim stanjem. Ni več topljenja, ne? To se pravi, naboji so ločeni, separirani, ne? In med plusi in minusi imamo svoje električno polje. Torej, ni novih migracij, ni nove separacije. No, električna sila, če nadalje pišem, bi mogoče šel kar semle gor. Torej, ta električna sila, ki je reakcijska sila zaradi tega separiranja, je pač naboj krat polje separiranih nabojev. No, in ker smo za električno polje rekli, da je to tudi normirana Coulomnova sila, ne, bi morda v duhu tega vpeljali tudi normirano neelektrično silo, da bi to razdvajalno silo delili ali normirali, ne, delili z nabojem, ki je pač soudeležen v tej separaciji. Ne. No, dimenzijsko je seveda sila deljeno z nabojem, to so volti na meter, ampak to ni poljska jakost, da se razumemo. Jaz te bom to označil kot sicer s črko E, ker so enote volti na meter, ampak to ni poljska jakost, ampak samo normirana neelektrična razdvajalna sila. No in seveda, če ravnotežno enačbo in tole damo skupaj, ne, to se pravi še električna sila plus razdvajalna sila je nič, ne, iz tega ven pač sledi, da je naboj krat E plus EG enako nič. No, iz tu ven je seveda E enako minus EG. Torej, to je stanje ravnovesja. No, seveda, tako kot sem tamle nakazal, ne, če zdaj med ti dve elektrodi priključimo nekaj, eno LED diodo, karkoli, ne, potem se začno dogajati še neki drugi procesi, ne. Prihaja preko tega bremena, no, če sem prejle svetilko omenjal, ne, kakršnokoli že, a ne, lahko je to dioda, a ne, ni zdaj to pomembno, a ne, prihaja do rekombinacije teh prej razdvojenih nabojev plus minus, ne. No, ko pa kopni ta zaloga separiranih nabojev, je pa njihovo električno polje zaradi tega manjše. Če je pa manjše, se pa poruši to ravnovesje in takrat je ta sila močnejša od električne in tista razlika spet dovaja nove naboje. In v tem krogu se začne zdaj odvijati pravzaprav proces stalnega separiranja in sprotnega tudi rekombiniranja nabojev. To se pravi, vzpostavi se nek živ tokokrog, bi lahko rekli, ne. Ampak o teh stvareh se bomo pogovarjali kasneje, ne zdaj. Za naše potrebe bo tole povsem zadostovalo. O teh procesih se bomo pogovarjali takrat, ko bomo se posvetili realnemu napetostnemu viru, ko se bomo posvetili še drugim virom in tako naprej. No, mogoče bi še eno stvar napravili, a ne? Če morda tole zdaj odstranim, ker nas zanima pravzaprav neobremenjen vir zaenkrat. Potem bi tukajle človek še nekaj naredil in sicer če bi takole napravili eno sklenjeno zanko, pa bi jaz tukajle določene točke malo označil. Točka A, točka B, C in D. No,
Polje razdvojenih nabojev ni sedaj samo v tej substanci, kjer se odvija separacija, ampak očitno tudi tukaj zunaj med elektrodama, ne, to se pravi, tudi tukaj lahko rečemo, da imamo neko električno polje. Ne. In zdaj si omislimo eno sklenjeno pentlo L in poglejmo, kako je z bilanco napetosti vzdolž te pentle. Takole. Integral poljske jakosti po tej sklenjeni pentli EDL je zdaj kaj? Integral od A do B, EDL plus integral od B do C, E krat DL in tako še od C do D, E krat DL in zaključujemo z integralom od D do A, EDL. No in seveda ta vsota je enaka nič, ne? To se pravi, v igro vstopajo neelektrične, nemagnetne sile, ki so sposobne razdvajati naboje in da se tukaj zadaj skrivajo neki drugi fizikalni procesi. No, in ti separirani naboji ustvarjajo zdaj to naše Coulombnovo polje. Zdaj pa poglejmo, kaj lahko za tele sumande rečemo. Če sem rekel, da je to zgolj modelna slika, si lahko mislite, da je to baker, cink elektroda, a ne? To se pravi, da je to pravzaprav napetost med elektrodama. To je tudi tista zadeva, ki jo jaz lahko merim. To je tisto, kar lahko z voltmetrom izmerim. To verjetno na vajah počnete, a ne? Da imate nek vir in mu izmerite napetost. A ne? Torej, to je napetost UAB in to je pravzaprav napetost med elektrodama, to je tista napetost, ki je nam dosegljiva. Če tole pogledamo, BC, to je kovina in v kovini je električno polje enako nič, ne? Ker je to prevodnik. Nič in iz istega razloga je tudi tule nič. No, ostaja še tale člen, oziroma tale integral od C do D, EDL. No, tukaj pa izkoriščamo tole ravnotežno enačbo in pišemo, da je to enako tudi integral od C do D z minusom EG krat DL. No, in tale integral je pravzaprav stvar notranjosti tega modela. Torej, to je za nas model, a ne? Tako kot je tudi EG za nas model, to je samo normirana neelektrična sila. No, to so volti na meter, integrirano po dolžini, ne? To so volti, no in to količino imenujemo tudi notranja napetost tega našega vira. Notranja napetost. No, zdaj, če pogledamo izplen, je kaj? U manj UG je enako nič. A ne? To se pravi, napetost, ki jo zmorem zmeriti z inštrumentom, je zdaj enaka integralu normirane neelektrične razdvajalne sile med tema dvema elektrodama. Ne? To se pravi, UG, če izpostavim, ne, je integral od C do D, EG krat DL. To se pravi, EG je za mene nedosegljiv, to je modelna količina. A ne? Tudi ti dve točki C in D sta zgolj modelni točki, ne? Ki sta pravzaprav, ne, točki na eni in drugi elektrodi, a ne? To je pa integral tega, ne? No, mogoče bi tukaj dodali še nekaj. Namreč, če ta neelektrična sila prenese nek naboj od ene k drugi elektrodi, a ne, opravi določeno delo. In to delo te razdvajalne sile je enako integralu
od C do D delta F G krat dl. No, to delo je ustrezno majhno, ker je tudi sila ustrezno majhna, ker je tudi naboj ustrezno majhen. A ne? To se pravi, da je to enako tudi naboj krat integral od C do D EG krat dl. No, to je pa tudi naboj krat ta napetost. Se pravi, če pogledamo začetek in konec, se pravi, delo teh neelektričnih sil, da nek naboj od ene k drugi elektrodi premaknejo, to delo je enako naboj krat notranja napetost tega vira. Se pravi, zapišemo delo vira za prenos naboja dq od ene do druge elektrode je številsko enak temule produktu. Ne? No, in to je tudi tisto, kar bomo mi v nadaljevanju zaenkrat potrebovali. Za kaj več si bomo pa spet vzeli ob svojem času primeren čas. No, tukaj bi morda samo še dodali simbol. Simbol vira kot strnjenega elementa električnih vezij. Simbol. No, ta simbol, teh simbolov je pravzaprav kar nekaj. Mi bomo uporabljali tegale. Torej, za vire imamo nekako rezerviran krogec. S tem plus minus pač simbolično nakažemo, kje je presežek plusov, kje je presežek minusov in pravzaprav kakšna je polariteta napetosti. In zraven zapišemo kratko UG. Če je tale UG, kaj povem, 4 volte, potem je potencialna razlika med to in to točko 4 volte. No, boste pa v knjigah našli še tudi druge oznake, rečemo tudi takole oznako, da bo plus zunaj, minus se ve, da je na drugem koncu, na takle način. Ponekje boste videli tudi takole, da je ta črta potegnjena skozi krogec. Tudi take simbole boste našli v knjigah. No, tudi tale črta, ki gre skozi krogec, ima določen simbolni pomen. Mi bomo kasneje govorili o notranji upornosti takšnega vira. Če si predstavljamo, da je med elektrodama elektrolit, ki je prevodna snov, potem predstavlja ta kanal, elektrolit, predstavlja tudi neko upornost za naš tok. In s tole črto je tukaj nakazano, da je tale vir idealen. Torej, idealnost je s tole črto nakazana. No, morda boste še kakšen simbol videli, tudi mi ga bomo kasneje omenjali, rečemo takle simbol. No, pa mi jaz tukaj kar takole mogoče označil z mali U. No, tale karo se uporablja za vire, katerih napetost je karmiljena. Karmiljeni viri, tudi te stvari boste v študiju srečevali, kaj pa vem, ko boste imeli tranzistor in bo modelno vezje in bo noter nastopal tudi takle generator. Tudi mi ga bomo omenjali, rečemo, pri indukciji, pri modelnem vezju, rečemo sklopa dveh tuljav, bomo tudi tale element omenjali. No, ali tudi takole, to se pravi, da imamo napetostni vir, s tole črko mali U, pa želimo povedati, da je ta napetost pač neka časovna funkcija. In je to dejansko nek funkcijski generator. Nek generator, ki ima na izhodu napetost, ki je časovno spremenljiva, lahko je žagasta, lahko je harmonična, lahko je impulzna, lahko je trapezne oblike, torej
Kratko malo, nek funkcijski generator. Seveda, za takimi strukturami se pa ponavadi zadaj skriva že kar manjši ali večji kos nekega elektronskega vezja. Ampak o teh stvarih vam bodo drugi govorili, ne jaz. Tako, to se pravi, za nas bo zaenkrat tale model idealnega napetostnega vira povsem dovolj, da gremo z našimi razpravami naprej. Ko bo potreba po razširitvi te modelne slike, jo bomo pač opravili.